Boštjan, pozdravljen. V soboto je naloge italijanske misije prevzela Evropska agencija Frontex. Misija Triton je veliko manj obsežna kot Mare Nostrum. Kaj to pomeni za ljudi, ki se podajo na nevarno pot čez Sredozemsko morje? Zelo preprosto, to je povečana že obstoječa smrtna obsodba. Za tisoče in tisoče Afričanov in prebivalcev v zadnjih mesecih, recimo leto pa pol, Bližnjega vzhoda, ki v paničnem begu, tako zaradi ekonomskih kot zaradi varnostnih razmer prihajajo v Evropsko unijo. Akcija Mare Nostrum je bila razlika od Tritona pa bistveno drugačna v tem, da dejansko je bila namenjena reševanju življenj. Če se dobro spomnim, je rešila več 10.000 življenj v zadnjem letu. Hkrati pa je vseeno umrlo 2500 ljudi, dokumentirano umrlo 2500 ljudi v Sredozemlju. Te številke so v resnici bistveno večje verjetno, zato ker teh ljudi nikakor nihče nikjer ne zapiše, ki krenejo iz afriških in azijskih obal proti Evropski uniji. Mare Nostrum je bil osamljen italijanski poskus reševanja strašne evropske problematike. Italija je bila od začetka praktično osamljena proti ksenofobnim, rasističnim, slofašistoidnim nastavkom evropske priseljenske politike Bruslja, ki je svoj vrhunec doživela z tako imenovanim Dublinom 2, sporazumom, ki je začel vračati priseljence v države, kjer so ti vstopili v Evropsko unijo. Recimo, predvsem gre seveda tukaj za Evropski jug, recimo za Grčijo, Španijo, seveda tudi Italijo in Malto. In te države so plačale že tako največjo ceno, najprej finančne gospodarske krize, potem politične z krepljenjem skrajnih desnih tendenc in seveda tudi so največjo ceno plačali priseljenci in tudi oni preko te priseljenske politike. Mare Nostrum je bila pozitivna zgodba, ki se je zdaj končala. Takoj, ko v reševanje, to v največjih mogočih narekovajih mogoče razumeti to besedo, vstopi Frontex, to pomeni, da se bodo stvari zaostrile. Frontex ne rešuje ljudi, Frontex varuje evropsko mejo pred barbari. Velika večina članic je sicer misijo Triton podprla. Med članicami, ki je niso, je pa tudi Velika Britanija, ki je rekla, da s tem le spodbujajo ljudi k tveganemu početju oziroma tvegani poti čez Sredozemlje. Je v tem stališču, je to stališče kakorkoli upravičeno? Niti približno ne. Tako kot najprej treba povedati, zakaj so številne članice EU podprle to misijo. Zato, ker so si s tem upravile vest, dvigalne roke, da jim pred tem ne bo treba nič narediti same in se skupaj tako rekoč outsourcale kot marsikaj drugega Bruslju, naj to reši Evropska unija na svojem vrhu in potem se to rešuje birokratsko, eksistencialno se pa ubija. Ne smemo pozabiti, da je približno 23.000, če ne celo več ljudi umrlo od leta 2000 naprej v Sredozemlju, da je to velik zločin proti človeštvu, da je to tihi genocid, v katerem absolutno premalo govorimo, vemo, pišemo in tako naprej. Na drugi strani me poteza Velike Britanije niti približno ne preseneča. Velika Britanija je že v zadnjih toliko in toliko let vodila neke vrste ločeno priseljensko politiko. Je tudi v zadnjih letih vrnila veliko ljudi v vojne cone. Mnogi ljudje so umrli zaradi britanske priseljenske politike, že potem, ko so bili tako rekoč odrešeni s prihodom v Združeno kraljestvo. To je absolutno antihumanistična poteza brez kakršnekoli vesti. To je, bi rekel, neke vrste moderna politika, postmoderna v resnici, v kateri se nikakor več ne ukvarjaš s ceno človeškega življenja, ampak izključno zadovoljuješ svoj trenutni politični, gospodarski, personalni interes. In temu primerno je tudi odziv civilnih gibanj, pa gibanj za zaščito človekovih pravic in priseljencev v Veliki Britaniji, ki to res ostro obsojajo, kot redko kdaj v zadnjem času. Kje bi morali torej začeti reševati to vprašanje? To vprašanje Bruslja, vsake članice posebej? To bi moralo biti oboje. Hkrati bi mogla vsaka država imeti močen odnos do tega, predvsem pa na humanistični, ne ideološki ravni, stran od rasistično-ksenofobnih prevladujočih tendenc, ne samo tendenc, tudi uradnih politik, ki so vse bolj prisotne, vse močnejše in prevladujoče. Kot rečeno, italijanska operacija Mare Nostrum, v katerem je kratek čas sodelovala tudi slovenska vojaška ladja Triglav, je bila pozitiven primer. Dejansko je reševala življenja, čeprav je konec koncev nastala kot posledica, ne vzrok tistega
ekstremno tragičnega dogodka lanskega oktobra, ko je pred obalami Lampeduse, pred očmi lokalnih ribičev in italijanske obalne straže umrlo najmanj 360 ljudi. Ob tem ne smemo pozabiti, da se je v zadnjem letu pa pol, kot že rečeno, so se ekstremno zaostrile razmere na Bližnjem vzhodu. V vojnah, v katerih imamo s marsičem svojo vlogo tudi Evropejci, svojo krivdo tudi Evropejci. In v Evropo množično bežijo Sirci, Sirci iz vseh strani fronte, Sirci, ki so plačali največjo ceno v zadnjem letu po tako imenovanih arabskih revolucij in kasneje seveda predvsem kontrarevolucij in jih Evropa ne sprejema kot begunce, če že pa sprejema, na nek način to dela Švedska, v ekstremno majhnih omejenih številih in s tem samo še podžiga že tako nepogosljiv konflikt na Bližnjem vzhodu. Outsource, še enkrat mu pravi to grdo besedo, begunsko vprašanje na sosednje države, na Turčijo in predvsem Libanon, ki je na pragu novega kroga državljanske vojne ravno zaradi spremenjenih demografskih razmer posledic begunskega vprašanja v Siriji. In še kam drugam, recimo Jordanijo in tako naprej, seveda tudi Irak. Evropa te ljudi pušča v prostoru in s tem širi konflikt. Komaj nekaj tisoč pa jih sprejmejo svoje ozemlje. To so novi begunci, to niso klasični ekonomski priseljenci, o katerih smo govorili v času, konjunkture oziroma potem po izbruhu ekonomske krize, ko so slednji plačali največjo ceno evropskih, predvsem na jugu, v Španiji in Grčiji, kjer so praktično pomagali graditi ta padli gospodarski čudež s svojimi rokami, potem pa bili dobesedno vrženi v ocean, ne rabimo več. Zdaj, ta zgodba v klasičnih ekonomskih priseljencih praktično ni več vodilna. Vodilna je begunska zgodba in to ni samo vprašanje, kot rečeno, za Evropsko unijo in posamične države, ampak tudi za UNHCR, Organizacijo za begunce pri Združenih narodih. To zahteva globalno rešitev. Hvala za pogovor.